Lepo zdrav tudi z moje strani. Še enkrat hvala za povabilo. Se počutim res tako počaščenega, da ste me povabili za že drugo leto. Danes bomo malo govorili, bolj odpirali tako ena vrata v to, po mojem, ena največji skrivnost človeka, to je vprašanje trpljenja. Zdaj, kaj je trpljenje, zakaj je trpljenje, ima sploh smisel? Jaz mislim, da je to res eno tako posebno področje, ker tudi vsak človek, ki trpi na svoj način, čeprav dva trpita zaradi istega vzroka. Zdaj, jaz to vrstne izkušnje nimam, zato bom govoril iz vidika logoterapije, kako logoterapija gleda na smisel trpljenja, iz vidika določenih življenjskih zgodb določenih ljudi in tudi iz svoje izkušnje, ko sem v Torinu delal, v bolnišnici na onkološkem oddelku zadnjega stadija, pa sem se tam veliko srečeval z ljudmi, ki so res hudo in resno trpeli. Jaz bi želel, da to mogoče ne bi bilo samo klasično predavanje, da bi jaz govoril, pa podal neke dokončne odgovore, ampak da bi mogoče skupaj kaj razmišljali o tem, tako da vas že na začetku povabim, da se vključite. Če imate kakršnokoli vprašanje, misel, lahko me prekinete sredi stavka. Jaz vam 30 minut na voljo, to je zelo malo za eno tako temo in bo hitro menilo, tako da kadarkoli. Tako. Včasih se komu zdi to vprašanje smisla ali pa smisel, tako en taki filozofski, neki metafizični pojem, ki ne veš točno zdaj, kaj s tem smislom narediti, ne? Veste, ono pesem od Zmelkova, smisel življenja je ležanje na plaži. Ampak vidimo, da, kot pravi tudi Einstein, ki pravi, da človek ima svoje življenje za nesmiselno, da ni samo nesrečen, ampak je komaj sposoben za življenje. Torej, če tako pogledamo, je smisel res ena temeljna beseda, ker če ne vidiš smisla svojega življenja, če ne veš, za kaj bi se zjutraj vstal, še se vstati ne moreš. Če ne vidiš smisla, zakaj bi nekaj naredil, zato jaz mislim, da je to vprašanje tudi eno najbolj temeljnih vprašanj sodobnega človeka, še posebej mladostnikov. Ena najhujših stvari je, ko rečejo mladi, meni je dolg čas. Vse je brez veze. Na koncu je tudi življenje, vse skupaj brez veze, vse skupaj nima nobenega smisla. Če bi jaz vam rekel, sezujte se, pa idite tja v ulici peš, bosi pa vride nazaj, bi mi rekli kaj? Nekaj za vami ni, kolega, ne? Ne bi šli? Ne bi šli. Če bi vam pa rekel, tam na konci ulice je en moj kolega, ima 100 000 evrov in če greste sezujete in greste bosi tja in prije do tja, vam da 100 000 evrov. Bi šli takrat, da ne? Jaz mislim, da bi čist vsak šel pri zdravi pameti. Zdaj, zakaj porabiš tistih 100 000 evrov, je drugo. Če imaš preveč naradaš, Rdeči križ pa Karitasa, pa komu drugem več ne bo ponudil, za kaj zadev. In zakaj bi šel bos peš? Zato, ker v tem vidiš nek smisel. Torej, in če pogledamo sodobnega človeka, sodobni človek dejansko ima živeti od česa, nima pa več živeti za kaj. Mi imamo, zdaj govorimo, tako razmišljamo v nekem okviru bolezni, pa tako naprej, pa kako bi moralo biti in sedamo. Mi imamo stotine tisoče milijone ljudi, ki so zdravi, močni, ampak oči pa prazni. Obrazi je dolgočasen. Tu praznino. Torej, kaj je zdaj s tem smislom? Kakorkoli že, mi gledamo na človeka kot telesno, duševno in duhovno bitje. Fizična bolezen prizadene samo fizično raven. Mi še pa imamo duševno raven in duhovno raven. Kdaj življenje izgubi smisel? Kaj bi rekli? Kdaj življenje izgubi smisel? Ima to kakšno idejo? Ko se sam prepričaš to, ja? Ja? Ko se zgodi kaj hudega? Naprimer? Bolezen, smrt drage osebe? Še? Nicilija. Nicilija? Ok, še? Tu mi kje smo, ne? To je, ko nimaš nekega pomembnega velika pred sabo, če ne vidiš, da je to nekaj. Ja? Kar te motivira, recimo. Kar bi te motiviralo, neke cilje? Ja?
logoterapevtsko gledamo tako, je prav aksiom, postulat, torej nekaj, kar neizpodbitno drži, da je življenje vedno in v vsakem trenutku smiselno. Življenje nikoli od začetka do konca, latinsko bi temu rekli in ultimis, do konca, do zadnjega diha, nikoli ne izgubi smisla. Torej, življenje je absolutna vrednota. Drugo pa je, če mi ne vidimo smisla. Če smo ga izgubili spred oči. To pa lahko. Ampak kljub temu ima življenje še vedno smisel. Ne bom nikoli pozabil, ko je en fant skočil v vodo in si je zlomil vrat in je pristal v bolnišnici in tam so bile vse medicinske sestre zaljubljene v njega, pa je bil do vratu navzdol prv. In je pozneje šel študirati logoterapije in vse to, pa je bil nek članek in je ena gospa bila za mizo in je imela mislim, da od moža pištolo in se je hotela ustreliti. In je v časopisu je bil ta članek o njem in ta fant, mladi, je rekel, skok v vodo je zlomil moj vrat, ni pa zlomil mene. In ko je ona to za pištolo v roke že videla, to besedo je se kot da bi se zgodilo, se stresla. Kaj pa počnem? Torej, smisel, absolutno je, življenje ima vedno smisel. Lahko pa pridemo do situacije, kot ste vi povedali, da človek več ne vidi smisla. Zato, ker je nekdo umrl, kakorkoli že. Ena zadeva, ne vem, če sem lani povedal, se mi zdi taka, res zelo dobro pokaže, se je zgodilo, kar mislim, da je najhuje, kar se lahko zgodi človeku, da pokoplje svojega otroka. In je mama izgubila sina in je bila leta in leta v depresiji, zagremljena, tudi ni več skrbela za sebe, se zapustila in vse to, v žalosti, antidepresivi, psihoterapija, vse možno, psihiatri, pa ni šlo. Potem je dejansko rešil, če tako rečem, en pogovor z enim logoterapeutom. Tudi čudežno slišati, filmska, zakaj je šlo? Ker nimamo časa, čisto kratko. Gospod je rekel, kar vi doživljate v sebi, se meni niti sanjanje. Jaz niti približno ne vem, kako hudo vam mora biti. In potem pravi, ampak, ko pa tako pogledam, pa ta družina ni samo zgubila sina, bratica, ampak je izgubila tudi mamo. In je rekel, vi še imate 2 otroka. Ta 2 otroka potrebujeta mamo. Moža imate. Ta mož potrebuje ženo. Služba, sosednji, da naprej. In bolj je rekel, veste, se ta vaš sin, on ni zbrisan, kot da ga ni bilo. Vse lepe stvari, ki ste z njim doživeli, je vse nekje shranjeno. Je iztrgano času, je shranjeno za večno. In če bi tega vašega sina zgoraj vprašali, kaj bi si on želel za svojo mamico, bi kaj vam rekel? Da je depresivna in zagrenjena? Ali? Ja. Da je zadovoljna in srečna in živi naprej in ni treba imeti nobene slabe vesti, nobenih ljudi. In ta pogovor, ki ni bil dolg, je njej odprlo oči za smisel njenega življenja. In kaj je bil njen smisel? Otroka in mož in tako naprej. Torej, tisto prebojenje, neko notranje, jaz bi rekel, to duhovno prebojenje, da človek najde duhovne vire moči, zakaj še je vredno in zakaj še je treba živeti in se matrati in truditi. Tudi ni tako zanemarljivo, ko se reče včasih na ljubo drugega. To je dejanje ljubezni. Da se človek pomuči, pomatra zaradi ljubezni do nekoga. A ni res? To so lahko najmanjše stvari, vsakodnevne ali pa večje. Jaz mislim, da to res tisto pravo dejanje ljubezni. Veliko krat se v življenju moramo potruditi, pomatrati. Včasih celo ornko zmučiti. Meni je ta citat od kardinala Velioja tako všeč, ko mi veliko krat v trpljenju tako zelo banaliziramo, pravi on, koliko je govoril o trpljenju.
Zdaj, ko pa njega to doletelo, ne, na smrtni posteli, pa je rekel, rečete jim, naj bodo reči tiho. Veste, kako mi včasih rečemo, vse vem, kako ti je. To za meni zdi ena najbolj takih plastičnih, da še kaj drugega ne rečem to laž. Ne veš, kako mi je. Nišče ne ve, kako mi je. Kot smo že prej rekli na začetku. Nišče ne ve. Vsak doživlja trpljenje na svoj način. Jaz mislim, da sta dva trenutka v življenju, ko človek obmolkne, pa tudi prav je, da obmolkne. Takrat, ko je najlepše, tudi če bi kaj govoril, bi pokvaril, in takrat, ko je najbolj. Tudi takrat je človek tiho, ker so vse besede reč. In v življenju tudi treba včasih zvan biti tiho. Mi mislimo na skozi kaj govoriti. Skozi nekaj. Ne, včasih treba tudi biti tiho. Pa biti skupaj, da se čuti. Včasih je to tisto največ. Da si delimo skupni prostor, skupni čas. V logoterapiji Frankl pravi tako, če ima življenje smisel, polno smisel tudi trpljenje. Zakaj? Zato, ker je trpljenje del življenja. In to je res. Že ko se rodiš, trpiš. Že ko se rodiš, trpiš, zato da enček je oče. On pride za nevarnega območja v nek čuden mrzel svet. Se čudno. Ne samo to, že nekdo trpi za tebe. Vse, ki ste mame, to točno veste. Že ko se rodi, nekdo drug trpi za tebe. In slej ko prej se vsak sreča s tem. Drži? Čisto vsak. Ni nobenega. Zdaj smo imeli v Cankarjevem domu okroglo mizo na temo paliativne oskrbe. Paliativne oskrbe. Če bi mi naredili seminar za mlade razmišljanje o smrti, koliko bi prišlo, kaj ga lome, ki se zgodila smrt. Jaz sem ja mlad, pa to je neka tema, ki se mene sploh ne tiče. Ampak povejte mi, kaj je najbolj 100%? Kaj je tisto, kaj pa res drži? Vse je relativno. Tisto, kaj pa res drži, in to smo čisti vrsti postavljeni. Ne vem, če se to dovolj zaveda. Čist vsi smo vrsti. Vem, ko smo starše, pa z ženo smo šli v Rim, pa če je to že bil v baziliki svetega Petra, na koncu levo je tam tako ena smrt, pa drži tako pregrinjalo gor. In se to spomni. Pa prav tako tisto temačno zgleda, tako mi je prišlo, evo, viš, tu mu vsi šli k Petru, pa ko bo Peter tam potegnil fascikle, ven pa mu tiste pluse pa minuse prešteli, pa videli, na čem so. Ampak, zakaj to tabuiziramo? Danes je, vse veste, so vrednote lepota, moč, zdravje, koristnost, neka minljivost, smrt, to ne vem točno, kaj bi to naredili. Ampak je to največja realnost. To je največja realnost. In če govorimo o smrti, zakaj? Meni to osebno tudi daje eno veliko vprašanje več čas. Kako bom preživel življenje? Ja? Ker čas je omenjen, se zavedamo tega. Čas je omenjen, to se vsi zavedamo, da ta ura zelo hitro teče. Že več kot 10 minut govorim. In bolj ko leta gre, bolj to boganje je bolj snad. In ampak zdaj vprašanje, življenje nam je dano, zdaj pa zakaj ga bomo potrošili, zakaj ga bomo porabili? S kom ga bomo porabili? S čim se bomo ukvarjali, o čem bomo razmišljali? Vse veste, za koliko stvari se mi mučimo in matramo, ni res? Pa sosed ima Clio do novega. Pa ona ima isto majčko kot jaz, pa ti pokvari cel večer. Za koliko banalnih stvari se mi pa pričkamo, pa jezimo. Pa ko pride trenutek za bistvene stvari, ko pa treba bika prijeti za roge, takrat pa več ne moreš, zakaj ne? Ker si zmatran. Ker si se zmučil za milijon nepomembnih stvari. Za milijon nepomembnih stvari. In ena stvar, ki mi je ostala, ker takrat, ko sem bil v Torinu, sem veliko razmišljal o tem, tudi recimo, zakaj nekdo, ki recimo preživi raka dojke ali pa drugi, ko se človek resno sreča s svojimi minljivostjo, zakaj mnogi ti ljudje spremenijo svoje življenje za 180 stopinj? Zakaj? Ne vsi, nekateri.
Tudi imajo, ko je rak, se točno ve, da tisti, ki se vključijo v kakšne skupine, je recidiv dosti manjši. Tisti, ki se vključijo. Ampak mi smo samohodci. Brez vključevanja. Jaz sam bom rešil, jaz. In skozi hočemo biti heroji. Ne. Mi smo bike, ki ravno drug drugega. Danes se jaz pri tebi zjočem na rameno, jutri pa si ti v mojem objemu, pa skup hodim. In zato smo na svetu, da drug drugega podpiramo, pa skupaj hodimo. Zakaj ljudje spremenijo življenje? Zato, po mojem, ker te tudi trpljenje, če govorimo o trpljenju, jaz mislim, da te trpljenje prečisti, duhovno, duševno te prečisti, da dobiš en nov pogled v to, kaj je v življenju bistveno in kaj ne bistveno. To vam pokazam super citat, mi je tako všeč. In to se mi zdi, da je res največja modrost življenja, da znaš ločiti, kaj je v življenju bistveno in kaj ne bistveno. Kaj šteje in kaj ne šteje. Samo to. Sam se spomnim, ko sem študiral, sem vedno rad bral. In sem potem prišel enkrat enega večera do točke, da vsi veliki ljudje, ki so naredili velike zgodovinske premike, ki se jih v zgodovina zapomna na vseh področjih, od znanosti, umetnosti, izumov, pri vseh je ena konstanta. In to je, da so veliko v življenju pretrpeli. Da so bili veliki trpeli. Dajte mi povedati, če veste, za katerega ki ni. Skoro ga ne najdeš. In me je zanimalo in sem prav za diplomsko tudi takrat to raziskoval. Jaz sem se takrat osredotočil na Dostojevskega, na Nietzscheja, na Frankla, celotno delo, opus in življenje. In me je zanimalo, kako je to njihovo trpljenje na njih vplivalo. In praktično vsi največji ljudje v zgodovini človeštva so ogromno pretrpeli. Tu sem dal samo 3. Ne vem, poznate kaj Dostojevskega? Upam, da niste mogli v srednji šoli brati začina in kazni. Točno to. Ker to je neumnost. Točno to smo brali gimnaziju. To je neumnost, zato ker v srednji šoli ti nisi pri pameti, da boš to razumel, kaj ti on hoče povedati. Te pa se ti gor postavi. Sve nismo. Ja, se nazaj. Štekali. Tu in tam, kjer. Dostojevski, da vam čist nakratko povem, ker se mi zdi zelo zanimivo. Pri 16 letih mu je umrla mama za jetiko. Pri 18 letih so mu ubili očeta. Potem, ker je bil tako intelektualec, je bral v Rusiji takrat je že bil socializem, komunizem in je bil v nekem društvu teh pisateljev, intelektualcev Petraševskega in je sistem obsodil in je bil 9 mesecev zaprt v Petropavlovski trdnjavi v preiskovanem zaporu. To veste, da ni bila preprosta zadeva. Niso imeli televizije. 19. stoletje. Kruti ruski režim. Po 9 mesecih je bil obsojen na smrt. Decembra zjutraj so sredi trga bili privezani na take stebre in so že merili z puškami v njih. Zadnje sekunde. In tik predne se je puška sprožila, je prišla pomilostitev. Nekaterim tam se je prav dejansko zmešalo in so ostali bebavi do smrti od tega pritiska. Če si to predstavljamo, da veš, što je to. Luč se ugasnila, ni pomoče. Potem, ta pomilostitev je bila malo tako, potem je bil za 4 leta zaprt v Katorgo, v Sibirijo, v delovno taborišče, koncentracijsko taborišče. Hitler se tam učil, kako se stvarem streže. Temperature so padle do -40 stopinj. Na nogah je imel 15 kilogramske te verige z utežmi. Z tem najhujšimi razbojniki, posiljevalci in vse tam pa nedožno tam. So se tudi med sabo pobijali. Takrat je tam dobival prve epileptične napade. Dostojevski je imel hudo epilepsijo. On je napisal knjigo na 3/4, pa je dobil epileptični napad, te dni 10 dni ni prišel k sebi in sploh ni vedel, kaj je pisal do takrat. Tega se v glavnem se to sploh ne ve. Potem, po teh 4 letih se kazen nadaljuje, naslednje 4 leta služi prisilno služenje vojaškega roka na mongolski meji v mesto Semipalatinsk. 9 let najlepših svojega življenja izgubil v taboriščih v zaporu. Potem se vrne, se poroči, par mesecev je poročen in mu žena umre. Zajeti tako kot mama. 2 mesece zatem mu umre najljubši brat. Zanimivo pa je bilo to, se tako spomnim, ko sem bral vse njegove dnevnike,
ko je iz taborišča pisal domov, pri sebi so pa lahko imeli samo sveto pismo, nič drugo. Pa to in tam so lahko pismo napisali. Je temu bratu več čas pisal, v duhu nisem padel. Vem, da me še čakajo lepe stvari in pomembne, ki jih moram v življenju narediti. V duhu nisem padel. In je ohranil to, bi rekel, ta smisel v življenju do konca. In potem, ko mu brat umre, par mesecev tako, potem pa spozna Ano Grigorjevno, ker so mu uredniki postavili neko past in bi mu vse zaplenili, in si je vzel eno strojpisko, da mu je pisala. To je bila Ana Grigorjevna, 25 let mlajša, ki sta se potem zaljubila, pa imela otroka in naprej. Ob tem, da je bil več čas bolan, glavo bole, želočne težave, epilepsije, vse to, se jim rodijo še 4 otroci in 2 izmed teh otrok umreta. Prva hči, Nataša, ko Ana Grigorjevna v dnevniku opisuje, kako je on prišel domov, je rekla, zdaj sem prvič v življenju videla svojega moža srečnega, radostnega. Pravi pa je prišel domov, pa najprej za njo spraševal, pa je pesmice pel, je rekla, pa sploh mi je posluha. In potem se res gledi, so najhujše hčera umre. In potem na koncu še sin Aljoša umre za podedovano epilepsijo po svojem očetu. Zdaj mi pa povedite, kako je takšen človek, se sploh zjutraj lahko vstane. Jaz se ne znam predstaviti. Ampak on ob tem postane eden največjih, za mene osebno, pa za mnoge druge, največji pisatelj, kar jih je mislec bilo vseh časov. Zdaj ali trpljenje na toliko vplivo, bilo težko reči. Ampak se mi zdi strašno zanimivo. Helen Keller, poznate? Če kdo ne pozna, morate nujno prebrati. Moja pot ali moja zgodba. Helen Keller. Poznate to? To ne možeš verjeti. Ti poznaš? Ne. To morate prebrati. Helen Keller, to je ta zgoraj, ona se je, rodila se je kot dojenček vse v redu, ni še bila 2 leti stara, je pa zaradi ene bolezni oslepela in oglušela. Torej, ona je bila gluhonema in slepa. Kot dojenček. Še ni znala govoriti nič, razumete? Zdaj pa vi povejte, kako bi se vi s takim človekom sporazumevali. Razumete? Če nekdo vidi, pa ne sliši, mu ti lahko nekaj pokažeš. Če nekdo ne vidi, pa sliši, mu ti lahko rečeš, ne vem, kaj je modra barva, pa ga poliješ z mrzlo vodo. Modro je hladno, rdečo, vroče, recimo kakoli. Ona pa ni videla in ni slišala in ni znala govoriti. Gluho nema, ker se ni mogla naučiti. Ona je zaključila fakulteto, naučila se je tujih jezikov, latinščino, pisateljica, predavateljica, noro. To sploh ne može vedeti. To sploh ne može vedeti. Vemo, či česa je ona to naredila? Telesa? Psihe? Psihe, ne. Psihe, to so čustva, ona se spreminja, zdaj se smejimo, bolj se jočemo čez 5 minut. Duh. To je človekov duh. To je človekov duh. V moči duha. Samo to. Samo to. To so zgodbe take, da ne može vedeti. Frankl, ne, logoterapija, tudi že poznate. Mislim, da sem malo že govoril. Zagobil kariero, ženo, brata, očeta, mamo, vse. 37 kg. Potem postane eden najbolj znanih profesorjev, vabljenih, znanstvenikov, napisal je knjigo, kljub vsemu reče življenju, da je ena najbolj branih knjig vseh časov. Skoro 4 leta Auschwitz, Dachau, Theresienstadt. In je rekel, preživeli so samo tisti, ki se ohranijo smisel. Samo tisti. Samo tisti. In on je potem življenje posvetil temu. Se tudi v drugo poročil. Ima hči Gabriel, sem spoznal to hči. To je njegova tetovirana. Veste, ko sem jih tetovirali, ne? Kaj smisel sploh je? Zdaj, ko že toliko govorimo o smislu. Da ni ono ležanje na plaži. Tudi poleti, seveda, tudi treba malo ležanje. Kaj je smisel? Malo kako ljudje? Kaj? Za vsakega nekaj drugega. Za vsakega nekaj drugega, ja?
zadovoljen sam s svojim življenjem. Potem najdeš smisel, gremo obratno. Ja? Sreča, Zadovoljstvo. zadovoljstvo. Ja? Sreča, zadovoljstvo, ja. Odgovor je v bistvu zelo preprost. In jaz, ko sem bral Frankla, ko sem prebral ta stavek, me zelo globoko zadev, pa me drži še danes. Smisel ni nobena ezoterična energija, pa ne vem, ki ne veš točno kaj, ampak je nekaj zelo konkretnega. To so naloge, ki mi življenje postavlja v točno določenem trenutku in v točno določene situacije. To pomeni, da mi osmišljujemo svoje življenje z načinom, kako odgovarjamo na te naloge. Vsak človek je edinstven, nenadomestljiv, enkraten, neponovljiv. Tadeja kot fizioterapeutka, tako kot ona dela fizioterapijo, ne dela nobena druga. Z takim odnosom, z takim čutom, kakorkoli že je, ne moč, to je unikatno. Če Tadeja pozabi, kdaj imate obletnico poroke z dragim, ali pa če on pozabi, ne, moški smo tu malo bolj vprašljivi, lahko drugi dan moši peljejo v Pariz, vse to, ja, ker je pozabil, ne? Ampak ženska ne to nikoli pozabila. On bo sicer vse razkiro, Pariz, rože, bombonjere, vse prstane, vse se mi se bolj odkupimo, ne? Ampak bo dobo, ja, ampak ti si pozabil. Ja, vsakih par let še drugače, ne? Skratka, hočem reči, da nek smisel, ki je zamujen, je nepovraten. In še to je zanimivo, glede na situacijo oziroma glede na osebo. Kot vi ste rekli za vsakega drugo. Mi dva smo lahko oba pred isto situacijo. Ampak za moj smisel, moja prava odločitev je, da se odločim, da grem levo, nekdo drug pa, da gre desno. Čist odvisno. Zato se smisla nikoli ne da predpisati. Zato ga mora vsak sam na nek način vse odkrivati. Jaz vem, kaj je prav. Ali tako, ali tako. Torej, naloge, ki nam je življenje, in pravzaprav bi lahko na življenje gledali kot na neko verigo nalog, ki nam je življenje postavlja, mi pa na to odgovarjamo. Torej, človek nikoli ni prvi, ampak je vedno drugi. Mene življenje postavlja pred izzive, življenje meni postavlja vprašanje. Ne bi jaz življenju. Ne jaz življenje. Življenje postavlja meni. In zdaj od koga je odvisno, kako bo na to nalogo odgovoril? Od koga? Samo od mene. Že to, ko rečem, od nas je malo tak light varianta. Samo od mene. To je področje odgovornosti. Samo od mene. Če bom jaz večer gledal 3 ure televizijo, ali pa se bom 3 ure z ženo pogovarjal, ali bom pa šel na 3-urni sprehod, ali bom 3 ure bral dobro knjigo, je to odvisno od samo mene. Jaz veliko to govorim, ko imam za kolektive, rečem, televizija, zasloni so največji kradljivci našega časa, odnosov in življenja. Največji kradljivci. In govorim o tem, da je veliko zasvajanih s televizijo. Pa si misli človek, mar, to pa je neumnost. Aj pomislite. Če bi kdo rekel, da nima kdo ima televizije, bi mi kar malo ne bi nič rekli, ker smo spoštljivi, ne, da bi si malo mislili, to pa nekaj ne bo. Ker mi imamo to televizijo intravenozno not napeljamo. To mora, še ko spiš, ti mora bliskati. In bolj rečem, dajte preveriti, če ste zasvojeni s televizijo. Za 3 mesece potegnite kabel ven. Pa se to je isto kot pri alkoholu, če kdo ne ve. 3 mesece 0,0 ali pa pol leta. Aj 3 mesece, zdaj bo novo leto, pa da se ne zdravi. Ista televizija. In veste, kaj povejo? Ko se srečam čez nekaj časa, kaj je izziv. Kaj bo vam midva zvečer? Počela. Ker zdaj imamo 3-4 ure času, zdaj treba nekaj povedati, sem vam brala pravljice ali kaj bo. In smo spet na področju medosebnih odnosov. In mi pridemo na Luno, na Mars, vse smo naredili že, ampak področje odnosov, to pa je najbolj podhranjeno, razbolelo področje sodobnega človeka. Najbolj boleče področje, tu smo najbolj ranjeni. In tu je mati Terezija imela prav, da je rekla, bolezen sodobnega časa je osamljenost. Osamljenost. Zato mi moramo biti skupaj. In skupaj hoditi po tej poti. Skupaj, ne vsak sam. Kaj boš sam? To je celi New Age, cela vzhodna duhovnost, vse te meditacije. To je samo jaz, jaz, jaz.
Da bom jaz imel mir, da bom jaz srečen, da bom jaz samega se. Mladi, vsi se iščejo danes. Vse knjigarne od Moskve do New Yorka so iste, vse ima veliko ono, kako se najde, eno delo. Vsi se iščejo. Rečem, pazite, da še se bolj ne zgubite. Kaj se boš pa ti iskal? Najde, nekdo drug te najde. Je res? Človek se najde vedno preko nečesa, oziroma preko nekoga. Eno je, če jaz samega sebe objemam, pa pravim, da sem vam rad drugo povedal, smo me Tadeja prej objela, pa smo veseli, da se vidimo. Je drugače ali ni? Ja? Torej, življenje, aktivno. Logoterapija ima nekako 3 poti, kako osmišljeno, izpolnjeno, zadovoljno živeti. To je tudi, po mojem, najboljša preventiva za duševno zdravje. Prvo so, rečemo, kraljestvo vrednot. 3 vrednostne kategorije. Prvo so ustvarjalne vrednote. Človek osmišljuje svoje življenje, svoje bivanje z tem, kar dela, kar ustvarja. Ali kipariš, ali kuhaš, ali skratka to, kar delam. Že majhen otrok rad nekaj riše. Druga raven je doživljajske vrednote. Da to, kar doživljamo. Da kam gremo, vidimo umetnost, naravo, kulturo, ljudi, medosebne odnose. To je ljubezen. Medčloveški odnosi. To je to, kar jaz doživljam. Tretje področje, to pa najbolj zadeva tudi našo tematiko, so pa vrednote stališča. To pa je, to se mi zdi izredno pomembno, ko v življenju nastopi tako imenovano usodnostno stanje, to je stanje, ki ga ne moreš spremeniti. Ki ga ne moreš spremeniti, ki je dejstvo tvojega življenja. Prej smo govorili o smrti, bolezni, ne vem, izguba službe, karkoli že. Torej nekaj, kar ne moreš spremeniti. Kaj pa lahko narediš? Spremeniti ne moreš. Če se da spremeniti, seveda človek mora to spremeniti. Če pa se ne da spremeniti, pa mora spremeniti na nek način sebe, oziroma zavzeti neko ustrezno, pozitivno stališče, odnos do tega. Prej je Renata fajn začela en stavek, ki ga imam kasneje tudi zapisanega. Ali ima bolezen mene, ali imam bolezen jaz. Meni se to zdi ključno. Če ima bolezen mene, sem žrtev in sem depresija. Če ima bolezen mene. Ker me obgodi. To lahko tudi gledaš banalno stvar, izguba službe. Ljudje se zapijajo, obupajo, pa tak dober delavec bil, tako naprej. Grejo čist, moža zapusti ženo za zapije. Življenje ni več smisla. Lahko pa nekdo 2 dni je jezen in žalostni in pravi tako, pač kak je, pol pa reče, življenje teče. Čez 3 mesece bo popisal šefu pismo, hvala te lepo, da si me odpustil. Banalna stvar, ampak za to gre. Kako se jaz na to naravnam? Jaz sem enega kolega na vozičku in mi dva vedno, ko se srečamo, mi on sprašuje vest. Ker mi ženo daleč, daj se veselo maha, poln življenja, energije in tako naprej. In vedno mi da misliti malo. Vedno. A gledaš tu, koliko ljudi, koliko mladih. Kaj pomeni biti res živ in kakovostno živeti? Kaj to pomeni? Kaj bi rekli? Ni preprosto govoriti. Vam povem, ni preprosto govoriti. Ste gledali ta film? Življenje je lepo, Lavita je bela. Se mi zdi en tako najlepši film. Ja, samo za enkrat gledati. Samo za enkrat? Ja, se je žalostno. Ne gre za to, kaj pričakujemo od življenja, ker potem jaz spet žrtev. Ker se začnem spraševati, zakaj se je meni to zgodilo. Jaz temu pravim, to je hudičevo vprašanje. To je hudičevo vprašanje. Zakaj? Zato, ker odgovora na to ni. Zakaj ravno jaz? Ni odgovor. Zakaj nekdo 30 let pije, pa skozi kolovrati po cesti, pa se mu ne zgodi, potem imate enega otroka, pa ga en pijanc povozi. Ne moreš se vprašati, zakaj ravno moj otrok. To je hudičevo vprašanje. Ni odgovor. Bomo rekli skrivnost življenja. Meni tudi ni to nasede, ko mi kdo reče, pol je že bila taka Božja volja. Jaz se rekel, hvala lepo za tega Boga, ki je to Božja volja. A ni res? Jaz mislim, da tudi Bog takrat trpi. Da to sigurno ne more biti Božja volja. Tudi Bog takrat trpi, ko se to zgodi.
Je pa res, da pa ima človek svobodno voljo, da lahko bolj dejansko počne, ravna, kakorkoli hoče. Zakaj? Jaz to mislim, da je res skrivnost življenja. Ana Grigorjevna je žena od Dostojevskega, ne, in pravi, pač za njega, ne, je rekla, da ne more verjeti, kako je kljub trpljenju ostal tako plemenita, topla, ljubeča osebnost. To je to, kar smo prej govorili. Randy Pausch, je kdo bral to knjigo, zadnje predavanje? The Last Lecture. Poslušala sem pri Olah, je bil zelo... A ja? Ja, ko je bil že izvedel za diagnozo in Ja. se je poznalo na žeg način. Ja, on je bil mlad računalničar, tam nekaj 41 star, nekaj takega, fit, športnik, profesor, tam v tej Adobe je bil zaposlen, vse to, in so ga povabili, da bi imel predavanje z naslovom Zadnje predavanje. To ponovadi prosijo kakšne ugledne akademike, ljudi v penziji, tako, in jih povabijo, rečejo, zdaj pa vi nam predavajte 1 uro, 2 ure, ali kakem študentom, pa dajte si predstavljati, da boste čez 2 meseca umrli. Kaj bi želeli povedati, ne? Veste, mi veliko govorimo preveč, ne? Ampak kaj pa bistveno? Kaj želiš? Kaj bi želel povedati? Njemu se nažalost ni trebalo predvarjati, zato ker je dejansko umiral, raka na trebušnem stinu, ki je metastaze povsod. In jaz sem to knjigo dobil od moje mame. In jaz vedno iz spoštovanja, kdo mi kar podari knjigo, jo preberem, če mi je ali mi ni, pa sem mislil sploh ne brati, ker sem mislil, to neka morbidna tema, zdaj oni umirajo, to vse veste, ne? Kaj začeš to brati. Ampak sem se eno prebral in knjiga ravno obratno ne govori o smrti, ampak govori o življenju. In on je to predavanje imel in je to predavanje posneto na YouTube, lahko pogledate, in nam na začetku predavanja celo sklece dela. To, kar vidite, je pa začetek knjige. In mene je presunilo ta druga polovica prvega odstavka. Pove, sem oče 3 majhnih otrok, poročen žensko v svojih sanjah. In pravi, vse razloge imam, da grem v depresijo, samoodmirovanje, žalost, čisto jih je sigurno tudi imel. Čisto. In potem pravi, kako naj izkoristim še čas, ki mi je še na voljo. Kako naj izkoristim čas, ki mi je še na voljo. In jaz mislim, da je to eno najbolj aktualnih vprašanj, kar jih je. Kako? Za čisto vsakega. Ali je zdrav, ali bolan, ali kakorkoli. Zato, ker nišče ne ve. Ve kdo, kako, pa je 100 uro, čist nišče. Ali star 3 leta, ali 18, ali 20, ali si zdrav, pa si sploh ne veš, če si zdrav. Kaj pa veš, kaj bi bilo. Ampak ključno vprašanje je res to, zakaj bom porabil svoj čas, zakaj porabim svoj čas, svojo energijo, pamet, karkoli. Kaj bom iz svojega življenja naredil? Kako naj izkoristim še ta čas? A zato, da gledam v televizijo, pa možgane spreminjam v jogurt. Tudi treba gledati televizijo, jaz tudi rad pogledam, kak je dober film, ampak razumete? Eno pa je, ko gre za filanje časa. Pa vsi zasloni vse to. To še en taki fajn citat. To vam lahko pošljem, če želite. Kart, ki jih dobimo v roke, ni mogoče zamenjati, od nas pa je odvisno, kako bomo igrali. To je ravno to. Dejstva so taka, zdaj pa kaj bomo z tega naredili. Lahko naredimo veliko lepega, plemenitega, lahko pa tudi gremo v neko držo resignacije, nazadovanje. Kaj je lažje? To drugo. Lažje biti žrtev. Lažje se smiliti samo sebe. 100%. Biti doma, ne iti, se zapreti sebe. 100%. Meni je to všeč, kot ideja skozi to, da je gor, skozi sprašuje vest. Ne da mira. Skozi ono vaje, ono in tako naprej. Pa Renata pa to, kar delate. Vse čistitke. Treba se boriti, iti naprej. Migati. Lažje je vedno biti doma. Vedno je lažje ne narediti nič. In kazati s prstom. Kdo, kaj, zakaj, kaj bi mi življenje moglo dati, pa mi ni dalo, pa zakaj mi ni dalo, pa ni, bolj si tako, to je tako spirala. Vedno globlje. Absolutno je res z vsem spoštovanjem do trpljenja, do tistega, ki trpi, ko pravi Tolstoj, da je res najtežja stvar v življenju, ki ga ljubiti v njegovem trpljenju.
Življenje je ljubiti v trpljenju. Ko je lepo, ko je piknik, je vsak lahko na svojem. Ko pa trpljenje pride, pa mislim, da je to res največji izziv. Ja, tu je. Imam bolezni jaz ali imam bolezni mene? Kdo ima koga? No, ta citat je meni bilo všeč. In to je po mojem odgovor, zakaj so ti veliki ljudje vsi bili veliki trpili. Ne pravi, angel pride človek do človeka, pa ga misli vzeti sabo, človek trpi, vse to, pa pol angel vidi, da še ni pravi čas in odide, ampak mu pusti neke dodatne oči. In dejansko, če vi poslušate ljudi ali berete ljudi, ki so v življenju nekaj dali skozi, ki so nekaj odtrpeli, ima to eno povsem drugo težo. Kot nekaj, kar nastane v topli pisarni. Ali pa so. Ima čist drugo težo. Tudi svetnike, če vse pogledate, vsi so bili trpili. Ma, čisto vsi. Jaz ne vem niti za njega. To je dosti vzno. Čisto. Tako da zgleda, da je trpljenje res neločljiv del življenja. To je pa konec knjige od Frankla. Ja, na koncu pa pridemo vedno do ljubezni. Ne moš mimo. Veselje, rešitev, življenje je vedno ljubezen. Je to partnerska ljubezen, ljubezen do otrok, ljubezen do prijateljev, kolegov. Ljubezen človeka rešuje, osvobaja, napolnjuje. V ljubezni pa gre za kaj? Ljubezen pa pravi, bolj mi gre za tebe, kot mi gre za samega sebe. To je najbolj revolucionarna stavka. Bolj mi gre za tebe, kot mi gre za samega sebe. In kaj sem jaz vse pripravljen za tebe narediti? To je danes čudno slišati, ker gledamo samo na sebe. Sem s tabo, da te lahko za nekaj ponucam. Koliko mi prideš prav, skozi koga tlačim. Ne, ljubezen pa je priznavanje, te ljubim, te imam rad takega kot si. To pomeni, da jaz grem v partnerski odnos, pristni, da te ljubim, to pomeni, da te spremam na telesni, duševni in duhovni ravni. Človeka kot celota. Če se jaz zaljubim veme samo zaradi, ker ona zgleda kot manekenka, bo to slejko prej začelo pokati, ker telo se spreminja, mi se spreminjamo, tudi psihično, tudi vsi. Razumete? To pomeni, da jaz nimam rad tebe zato, kar ti si, ampak zato, kar ti imaš. Zdaj pa imaš inteligenco, ali imaš denar, ali imaš lepo telo, ali imaš ne vem kaj. Torej ne kar si, ampak nekaj, kar imaš. To pa ni ljubezen. To pa je ekonomija preprosto. Ljubezen, zato se reče zastonska. To pomeni, jaz te imam rad, nič ne rebiš zdaj reči. Že ko mi rečemo, jaz te imam rad, ljubim, ne? Kaj pa ti mene? Ne, mi takoj hitro damo. Ne, ljubezen je absolutno priznavanje drugega takega kot je in bolj mi gre za tebe, kot mi gre za samega sebe. Torej, smisel trpljenja, zdaj, če zaključim, mama mi je, kaj mi nisi rekla, da tudi smo rekli, človek preč govori. Trpljenje kot takšno res nima smisla. Zakaj ne? Zato, ker ga doživljamo kot tujek, kot vdor v svoje življenje. Če bi življenje kot tako nam pasalo, pa bi bili mazohisti. Jaz trpljenje doživljam kot tujek, kot nekaj, kar ne bi smelo biti. Smisel trpljenja pa je edino v tem, kako, na kakšen način jaz trpim. Kako, na kakšen način jaz trpim. Kar mislim, da je ena najtežjih, najbolj zahtevnih nalog. In tudi kaj trpljenje iz mene naredi in iz mojih odnosov. Tako. Na tej točki moramo zaključiti. Malo kakšno vprašanje? Nima? Dobro. To je tako. Preprosti vprašanj nima smisla postavljati, na težke pa ne bom znal odgovoriti. Jaz vam želim veselja in korajže, tako tudi sebi. Na vseh življenjskih poteh in izzivih in povsod, predvsem pa res veliko ljubezni predvsem. Ljubezen pa je vedno zelo konkretna. Tako, z nogami na realnih tleh vsakodnevno. Hvala za vašo pozornost.